Danes je dan odločitve v Likudu, saj se kandidati potegujejo za vse manjše število realnih mest na naslednji listi stranke za Kneset. Volišča bodo odprta še 1 uro do 21:00 po izraelskem času, da lahko približno 140 tisoč registriranih članov Likuda odda svoj glas. Trenutno ima Likud 32 sedežev, vendar javnomnenjske raziskave stranki napovedujejo le 22 do 24 sedežev na oktobrskih volitvah. 9 mest je že rezerviranih, 8 jih je osebno izbral predsednik vlade Benjamin Netanjahu. Dodatno mesto pa je namenjeno obrambnemu ministru Izraelu Katzu. To pomeni, da se zdaj 124 kandidatov poteguje za približno 15 sedežev. To je bil zelo spremljan boj, saj ponuja resničen vpogled v to, kakšna bo stranka Likud in morda tudi kakšna vlada bi jo lahko Netanjahu vodil po oktobru. Pojdimo zdaj v živo v Jeruzalem, kjer naša dopisnica i24 News Joe Brown že ves dan poroča z enega od volišč. Joe, volišča naj bi se zaprla čez približno 1 uro. Začnimo s tem, kakšna je bila do zdaj volilna udeležba. No, do zdaj je volilna udeležba ocenjena na 43%. To so sporočili pred približno 30 minutami in ta številka bo hitro naraščala. To je 61 tisoč od približno 140 tisoč upravičenih članov Likuda, ki lahko glasujejo. Skupaj pričakujejo med 50 in 55%. Tako je bilo na zadnjih nekaj strankarskih volitvah. Tokrat pa je številka trenutno nekoliko nižja. Kot lahko vidite za menoj, je še vedno veliko ljudi, ki še niso oddali svojega glasu in še vedno čakajo, da to storijo. Ja, tam, kjer si, Joe, je zagotovo res gneča. Kaj slišiš od nekaterih teh članov Likuda? Katere so glavne skrbi, ki jih prinašajo seboj v volilne kabine? No, rad bi vam nekaj pokazal, ker je to precej zanimivo. Če pogledate vhod v volišče, lahko vidite, da je tam vrsta. Upam, da jo lahko vidite, glede na množico ljudi. Politikov. Na čelu vrste sta Miri Regel in Jair Lapid. Poskušata se rokovati s čim več ljudmi, gre za zadnje trenutke kampanje. Čisto na začetku vrste je član Kneseta Amit Halevi. In prej sem govoril z njim in rekel je, da ga ne skrbi dejstvo, da je zdaj na seznamu Likuda veliko manj mest, kot ste omenili. A ves čas, odkar sem tukaj, stoji na nogah, se rokuje in poskuša dobiti še zadnje glasove ljudi, pravzaprav še dlje. Torej, to počne že ves dan. To ni znak nekoga, ki ga ni strah. Imajo pa vso pravico, da jih skrbi. Kajti razlog, zakaj je Benjamin Netanjahu odločil, da poveča število ljudi, ki so rezervirani na seznamu, je ta, da jih je potrojil s 3 na skupno 9. Je ta, da ni želel imeti ljudi v stranki, ki bi ga kritizirali, morda celo sprožili kandidaturo za vodjo proti njemu in želel je ustaviti vzpon skrajno desničarskih politikov, ki bi odvrnili sredinske volivce. Ena od teh skrajno desničarskih politikov je prav za menoj. Mislim, da je pravkar šla mimo. Tali Gottlieb je ena najbolj priljubljenih članic v Likudu. V zadnji anketi med člani Likuda je zasedla 2. mesto med najbolj priljubljenimi politiki, če izvzamemo predsednika vlade Benjamina Netanjahuja. Na 1. mestu pa je, zanimivo, je bil predsednik Kneseta Amir Hana, ki je prav tako nekje za menoj. Uspelo mi je govoriti z njim prej. Verjetno bo zasedel eno od približno 15 do 20 varnih mest na listi Likuda. Vprašal sem ga, ali ga skrbi za njegove kolege, saj bo za mnoge izmed njih politična kariera danes končana. Tukaj je, kaj je povedal. Člani Likuda imajo v stranki demokratičen postopek. Oni izbirajo, kdo bo vodja Likuda. Že so izbrali Netanjahuja. In kdo bodo člani Kneseta? In to je zelo ključna odločitev, ker bo vplivala na zmago, ki jo upamo doseči 27. oktobra. Potrebujemo zelo izkušeno ekipo, ki je zelo ideološka, zelo trdna, zelo odločna. In zaupam volivcem Likuda, da bodo to storili. No, zagotovo ste v središču vsega dogajanja, Joe. Hvala, ker ste nam ves dan v živo iz volilnega centra v Jeruzalemu prinašali to sprotno poročanje. Hvala. No, zdaj želim to razpravo prenesti v studio. Z mano je politični analitik Gil Hoffman. Gil, hvala, ker ste nocoj z nami. Veliko se še vedno dogaja medtem, ko govorimo. Rezultatov teh primarnih volitev Likuda verjetno ne bomo imeli do pozno popolnoči. Ko pa bomo dobili te številke, na kaj boste najbolj pozorni? Gledal bom 2 stvari. Nikol, prvič, ali so te ljudje blizu Netanjahuju in ga bojo podpirali,
ali pa mu bodo povzročali glavobole. In ali si ti ljudje, člani Kneseta, ki veljajo za tako desničarske, da bi lahko prestrašili nekatere volivce in jih odvrnili k sredinskim strankam, kar bi lahko premaknilo 1 ali 2 sedeža, kar bi bilo dovolj, da bi druga stran dobila 61 sedežev in odstranila Netanjahuja. To je tisto, kar išče druga stran. Pripravljajo se, da bi videli, koga bi lahko kritizirali, podobno kot je to storil Likud, ko je demokratska stranka na levi imela svoje predizbore. Kaj naj si mislimo o dosedanji volilni udeležbi? Še vedno dobivamo podatke in v naslednji uri se lahko zgodi še marsikaj. Morda bodo celo podaljšali čas zaprtja volišč, če se bo tam pojavilo veliko ljudi. Kaj pa to pove o tem, kako želijo ljudje, da se njihov glas sliši znotraj stranke? Tam mi moraš dati nekaj kredita, Nikol. Veš, to je praznik demokracije, to je ena zadnjih predvolitev, kjer so politiki dejansko prisotni, stiskajo roke in poljubljajo otroke. Sčasoma bo vse to potekalo prek spleta. In tako ima zdaj politike, ki delijo lučke, delijo sladkarije za svojo sliko, kot v starih dobrih časih. Tako da udeležba je avgust, nekateri so na dopustu, nekaterim ni mar, veš, ampak več kot polovica jih bo glasovala, kot vedno. In karkoli se lahko zgodi, zato je tako zabavno. Kaj se zgodi, če Tali Gottlieb ali kakšen drug kandidat, ki bi ga Netanjahu raje videl nižje na seznamu, zaradi glasov članstva pristane višje? Kako bo to vplivalo na sporočilo Netanjahujeve stranke pred oktobrskimi volitvami? No, zagotovo ji ne bo dovolil, da govori v imenu stranke. Ali pa bo vsaj poskušal to preprečiti. Veš, ima svoje izbrane predstavnike za javnost, druge pa skuša čim bolj skriti in potem jo bo druga stran uporabila v svojih volilnih oglasih. Netanjahu je mojster teh predizborov. Veš, spomnim se enih predizborov, ko je prišel naravnost iz Amerike in imel klimatizirano prikolico. Medtem ko so vsi drugi politiki zunaj potili, šel je nazaj noter, se stuširal in vsakih pol ure zamenjal obleko ter izgledal kot $1 milijon. Ne glede na to, kaj se zgodi na teh predizborih, bo poskrbel, da bo njegova lista izgledala čim bolje, tudi če v resnici ni tako. No, še pred temi predizbori je minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir v intervjuju trdi, da je 8 visokih funkcionarjev Likuda prosilo, da se pridružijo Otzma Jehudit tik pred temi predizbori. Zdaj, on je njihovo prošnjo zavrnil, ampak kaj to pove o miselnosti celo ministrov in poslancev Likuda na teh predizborih? Da je, kot ste poudarili, veliko kandidatov za zelo malo sedežev. 40 ministrov in članov Kneseta se bori za 15 sedežev. To je povsem logično, iščejo rezervni načrt. Ampak da bi se pridružili tako skrajno desni stranki, to je nekaj, kar si kritiki Netanjahuja zagotovo shranjujejo, da bodo uporabili v pravem času za kritiko. Ampak ne bodite presenečeni. V Likudu je ena ministrica. Njeno ime je Maj Golan. Prej je bila v Otzma Jehudit. Lahko bi se vrnila tja in ne bodite presenečeni, če jo Ben-Gvir dejansko sprejme. V redu, to so stvari, na katere bomo zagotovo pozorni v zgodnjih jutranjih urah jutri, kot kaže. Gil Hoffman, hvala za to razlago.